Starogrški zdravnik Hipokrat je izjavil, da vse bolezni izvirajo iz naše prebave oziroma črevesja. Preveč ljudi ne zaveda pomena tega organa, so to naši drugi možgani. Se v naši prebavi nahaja med 100 in 600 milijonov nevronov, kar je več kot v hrbtenjači. Ko so možgani pod stresom, se potem to prenese tudi na črevesje. Hkrati se pa ne zavedamo, da je ta cesta dvosmerna. Antibiotiki pobijajo dobre bakterije, kar potem vpliva na našo energijo, počutje, duševno zdravje. In ko sem začel delati to kuro za pozdravi čreves, sem videl tudi, kako se je moja energija izboljšala, kako se je moje splošno počutje izboljšalo in tudi neke težave z duševnim zdravjem. V tem podcastu bomo pogledali, zakaj je prebava in črevesje ključnega pomena za naše zdravje ter kaj lahko sami naredimo, da izboljšamo svojo prebavo. Lepo pozdravljeni v novi epizodi podcasta Venesere. V današnji epizodi bomo govorili o tematiki, ki je meni osebno zelo pri srcu. To je prebava in črevesje. To je ena taka tematika, ki mislim, da se veliko ljudi oziroma preveč ljudi ne zaveda pomena tega organa oziroma tega ekosistema, ki je v nas. Tako da v tem podcastu bomo pogledali, zakaj je prebava in črevesje ključnega pomena za naše zdravje in dobro počutje, kaj so glavni krivci in razlogi za težave z prebavo in črevesjem, ter kaj lahko sami naredimo, da izboljšamo svojo prebavo, črevesje in s tem tudi izboljšamo svoje počutje, zdravje in tako naprej. Se pravi, najprej si pogledamo, zakaj je prebava sploh ključnega pomena tako za naše zdravje in počutje. Starogrški zdravnik Hipokrat je takrat izjavil, oziroma rekel, da vse bolezni izvirajo iz naše prebave oziroma črevesja. V bistvu dostikrat se ne zavedamo, kakšnega pomena je naše črevesje za zdravje, počutje, energijo, duševno zdravje in tako naprej. Prebava ni zaslužna samo za prebavo hrane, s katero mi dobimo energijo, ampak ima tudi številne druge vloge in vplive na nas. Prva stvar je najbolj očitna, je to, da skozi našo prebavo mi dobimo energijo, se pravi, naš prebavni trakt prebavlja hrano, iz nje izlušči hranila in energijo, ki jo mi potrebujemo za vsakodnevno življenje, in bolj ko deluje naša prebava, več hranil bomo dobili iz naše hrane, več energije in boljše se bomo počutili. Vendar, če naša prebava ne deluje pravilno, potem lahko nam povzroča nezavedni stres, kar potem negativno vpliva na naše počutje, energijo in tudi na duševno zdravje. Drugi ključen pomen, ki ga ima prebava oziroma črevesje za nas, je to, da vpliva direktno na naše počutje. Za prebavo oziroma za črevesje rečejo, da so to naši drugi možgani. To izhaja iz dejstva, da se v naši prebavi nahaja med 100 in 600 milijonov nevronov, kar je več kot v hrbtenjači. In v bistvu evolucijski biologi in strokovnjaki ocenjujejo, da dokler naši možgani niso bili razviti do te mere, kot so danes, so se naši predniki zanašali na občutke iz prebave in še vedno v angleščini je ostala ta beseda gut feeling, s katerim poimenujemo neko intuicijo. In v bistvu tu izhaja prav iz tega dejstva, da se v prebavnem sistemu nahaja veliko nevronov in pošilja potem signale do naših možganov preko vagusnega živca. Vagusni živec je dvosmerna cesta, ki poteka ob hrbtenjači in prenaša informacije tako iz možganov v prebavo, kot tudi iz prebave v možgane. To si lahko predstavljamo na preprostem primeru. Sigurno je kdo izmed vas že bil v nekem stresnem obdobju in takrat se mu je malo prebava ali ustavila ali porušila. To je zato, ker so naši možgani preko vagusnega živca povezani z našo prebavo in potem informacije tečejo iz možganov dol, in ko so možgani oziroma preobremenjeni pod stresom, se potem to prenese tudi na črevesje. Hkrati se pa ne zavedamo, da je ta cesta dvosmerna, tako da v bistvu dogajanje v naši prebavi, v črevesju, potem bo vplivalo na naše možgane in na naše počutje,
in pa tudi duševno zdravje. Hkrati pa tudi v prebavi nastajajo ključni nevrotransmitorji, kot so recimo serotonin, nevrotransmitor za srečo, dopamin, tisti nevrotransmitor za zadovoljstvo oziroma motivator, da delamo stvari v našem življenju, in pa tudi GABA, ki je pa nevrotransmitor sproščenosti. Tako da, če naša prebava in črevesje ne delujejo optimalno, ne bo nastajalo v prebavi dovolj teh nevrotransmitorjev, kar bo direkt vplivalo na naše počutje in zdravje. Potem tretja ključna vloga prebave je tudi imunski sistem. Strokovnjaki ocenjujejo, da nekje med 60 in 80% imunskega sistema leži v naši prebavi. Tako da, če naša prebava črevesne ne delujejo optimalno, bo potem tudi naš imunski sistem padel dol. Hkrati je pa naša črevesna stena tudi nek izolat za ta prebavni trakt, se pravi, ko hrana in razni toksini, ki jih prenesemo znotraj sebe s hrano, potujejo skozi naše črevo. Če je to črevo oziroma črevesna stena zdrava, hranila in toksini ne zapustijo te cevi in potujejo ven iz nas. Če je pa naše črevo načeto oziroma če postane prepustno, potem hranila in toksini zapustijo prebavni trakt, grejo v sistem, kar povzroča potem stres in vnetja, kar negativno vpliva na zdravje, počutje in tudi duševno zdravje. In pa še zadnja vloga, ki jo ima črevesje pri našem zdravju, je tudi duševno zdravje. Novejše študije dokazujejo, da slaba črevesna flora in slab črevesni mikrobiom ali mikrobiota direkt vplivajo na naše duševno zdravje, povzročajo lahko tesnobo, depresijo in druge težave z duševnim zdravjem. Tako da prebava je ključna za več vidikov zdravja in počutja. Sedaj si bomo pa pogledali, kaj so glavni razlogi, zakaj naša prebava ne deluje optimalno in kaj nam povzroča težave z zdravjem in počutjem. Prvi vzrok za težave z prebavo in črevesjem je seveda stres. Stres je evolucijski sistem oziroma mehanizem, ki se je razvil skozi našo evolucijo. Ko so bili naši predniki izpostavljeni nekim življenjsko ogroženim situacijam, se je aktiviral sistem boj ali beg, ki je telo spodbudil, da je začelo proizvajati več stresnih hormonov in ga pripravilo na akcijo. Kri in hranila so potem iz organov prešle v mišice, tkiva in ude, tako da je lahko bilo telo aktivirano, imelo energijo ali za se boriti z nevarnostjo ali pa uteči, po domače povedano. In v bistvu ta proces tudi potem ugasne prebavo, ker v bistvu prebava takrat postane sekundarnega pomena. Problem dandanes je, ker smo kronično izpostavljeni stresu in v bistvu naša prebava in črevesje ne dobijo dovolj hranil, krvi in kisika, da bi optimalno delovala, kar potem povzroči raznorazne težave z prebavo in črevesjem, ali je to zaprtost, ali je to driska, ali je to slaba prebava hrane, ali pa se ven z tega razbijo neke specifične težave, ki jih bomo pogledali kasneje. Drugi vzrok za težave z prebavo in črevesjem so tako imenovane intolerance na prehrano. Tukaj ločimo dve različni vrsti težav z hrano. Prvo so intolerance, potem so pa alergije. Alergije so najbolj ekstremen odziv na določeno hrano oziroma hranila. Tukaj pa govorimo o prehranskih intolerancah, ki povzročajo nekatera določena živila oziroma hrana. Naše telo jih ne more prebaviti oziroma lahko sproži avtoimuno reakcijo, kar potem povzroči dodatne težave, več stresa in pa tudi vnetja po telesu. Najbolj pogosti sprožilci oziroma prehranske intolerance so gluten, pšenica, laktoza in mlečni izdelki, jajca, oreščki in dostikrat oziroma vedno več je tudi teh intoleranc na rastlinske toksine. Rastlinski toksini so prisotni v zelenjavi in sadju oziroma rastlinski hrani in so v bistvu naravni mehanizem, kako se rastlina v naravnem okolju zaščiti pred plenilci in v bistvu naredi oziroma producira te naravne toksine, ki bi potem odvrnili plenilce oziroma bi jim naredilo slabo. In nekateri ljudje
te rastlinske toksine slabo prebavljajo oziroma prenašajo, kar jim potem povzroča težave. In v bistvu vse te intolerance povzročajo več stresa, ker se v telesu oziroma skozi prebavni trakt ne morejo prebaviti, kar povzroči, da telo porabi več energije za prebavo le-teh oziroma povzroči več nezavednega stresa. Te prehranske intolerance pa lahko povzročijo tudi avtoimune reakcije, kar potem povzroča več vnetij v telesu, več stresa in tako naprej. Tako da v bistvu vse te stvari potem se nabirajo in potem negativno vpliva na naše počutje, energijo, zdravje in tudi duševno zdravje. Naslednji razlog za težave z prebavo oziroma črevesjem so antibiotiki. Problem pri antibiotikih je to, ker pobijajo vse na svoji poti. Sploh problematični so oralni antibiotiki, se pravi antibiotiki, ki jih pijemo oziroma jemo. Takrat, ko se antibiotiki prebavljajo, v našem črevesju pobijajo tudi bakterije, sploh tiste dobre bakterije, in s tem, ko se te bakterije, dobre bakterije, ki so nujno koristne za naš zdrav mikrobiom in črevesno floro, ko te bakterije poginejo, potem se začnejo razraščati slabe bakterije in to potem povzroči disbiozo in slabo črevesno floro, kar potem direktno vpliva na zmožnost dobre prebave in tudi na zdravje črevesja, kar potem vpliva na našo energijo, počutje, duševno zdravje in tako naprej. Recimo, jaz se spomnim, par let nazaj sem dobil infekcijo ušesa in sem dobil ene zelo močne antibiotike oralne. Vročina mi je šla dol, hkrati pa sem videl, kako mi je to negativno vplivalo na prebavo, in takrat sem potem začel z ciklom probiotikov in pa drugih rastlinskih izvlečkov in dopolnil, da sem povrnil to zdravje oziroma balans v črevesju nazaj. In ko sem začel delati to kuro za pozdravi črevesja, sem videl tudi, kako se je moja energija izboljšala, kako se je moje splošno počutje izboljšalo in tudi neke težave z duševnim zdravjem, ki sem jih imel po jemanju antibiotikov, so se potem izboljšale. Naslednji vzrok oziroma razlog za težave z prebavo oziroma črevesjem je tudi slaba hrana. Tukaj ni nič novega, se pravi slaba hrana, tako industrijsko predelana hrana, hrana z veliko sladkorji in pa tudi vnetna rastlinska olja poškodujejo črevesni mikrobiom, se pravi so idealna hrana za razraščanje slabih bakterij, hkrati pa tudi lahko poškodujejo črevesno steno. S tem, ko se črevesna stena poškoduje, potem iz prebave izhajajo oziroma grejo ven hranila in pa tudi toksini, kar potem povzročajo oksidativni stres in pa povečujejo vnetja v telesu, kar potem privede do slabšega počutja, slabe energije, slabega zdravja in duševnega zdravja nasploh. In še zadnji razlog za težave z prebavo oziroma črevesjem je pomanjkanje želodčne kisline. Eno izmed zmotnih prepričanj je to, da refluks oziroma zgago oziroma težave z želodcem povzroča presežek želodčne kisline. Dostikrat je ravno obratno. Pomanjkanje želodčne kisline, se pravi, če imamo mi v želodcu premalo želodčne kisline, bo povzročilo, da se naš zapiralec želodca ne bo zaprl, ker v bistvu premalo želodčne kisline bo dalo signal želodcu, da naj ne zapira te zapiralke, in v bistvu to potem povzroči, da kislina odhaja nazaj v požiralnik, kar potem povzroča zgago oziroma GERB, gastroezofagalno refluksno bolezen. In dostikrat se ta zgaga oziroma refluks se zdravi z antacidi. To so zaviralci protonske črpalke, ki zmanjšujejo želodčno kislino. Tukaj pa potem nastane problem. Želodčna kislina je zelo kisla, kar je dobro. Več želodčne kisline oziroma želodčna kislina v pravem odmerku oziroma v pravi količini v našem želodcu bo pomagala tako pri prebavi hrane, kot pa tudi bo uničila vse patogene bakterije, viruse, parazite in tako naprej, da ne grejo potem naprej v naš prebavni trakt. Ko pa mi z antacidi znižamo dol našo želodčno kislino, bomo rešili problem z refluksom, ker v bistvu bo manj želodčne kisline, s tem ne bo odhajala v požiralnik. Bomo pa potem dali idealno priložnost, da bakterije
paraziti, virusi in tako naprej odhajajo iz želodca naprej v naš prebavni sistem, kar bo potem povzročalo razraščanje slabih bakterij, razraščanje parazitov in tako naprej, kar bo na dolgi rok povzročilo še več težav. To sem izkusil na svoji lastni koži. Leta 2016-2017 sem imel veliko težav z želodcem in veliko težav mi je delal predvsem refluks. Šel sem potem na gastroskopijo, kjer so mi ugotovili, da imam na požiralniku rance in da imam ranjeno sluznico. Razlog za tem pa je bila želodčna kislina in v bistvu prišli so do ugotovitve, da imam refluks oziroma GERD bolezen. Dobil sem antacide oziroma zdravila za zmanjšanje želodčne kisline. To je na začetku pomagalo, ker v bistvu sem imel tudi gastritis, se pravi črevesna sluznica je bila nekoliko vneta in v bistvu na začetku mi je to pomagalo, mi je zmanjšalo težave, bolečine v želodcu in tudi refluks. Potem na dolgi rok pa je stvari samo še poslabšalo. Prebava se mi je porušila, kar naenkrat se mi je tudi prebava v želodcu se mi je poslabšala, zaradi tega želodec ni mogel prebavljati hrane dovolj, kar je potem povzročilo, da je ostali prebavni trakt imel več dela, kar mi je povzročilo več stresa, več utrujenosti in tako naprej. In na dolgi rok se mi tudi potem črevesna flora se mi zrušila, se pravi slabe bakterije so se razdrašile, dobre bakterije so se zmanjšale in šele ko sem prišel sam do ugotovitve, da glavni razlog za refluks in GERD ni presežek želodčne kisline, ampak pomanjkanje želodčne kisline in sem začel to naslavljati, so se mi končno te težave z prebavo in s črevesjem postopoma izboljševale. Tako, zdaj smo pogledali glavne razloge za težave z prebavo in črevesjem. Sedaj bomo pa šli na praktične nasvete, kako izboljšati delovanje naše prebave in izboljšati zdravje našega črevesja. Prvi nasvet je okoli prehrane. Jaz, ko svetujem glede prehrane, uporabljam načelo KKK, to je, kakšno hrano jemo, kako jemo in kdo smo. Se pravi, da jemo čim bolj zdravo, minimalno predelano hrano, da prehrano prilagodimo sebi, svojim potrebam in temu, kar je nam všeč. In pa tretje načelo je, kako to hrano jemo. Spravi, prej kot začnemo jesti, se je fajn zavedati, da se naša prebava začne že v naših mislih. Tukaj bom dal en zanimiv primer, to je primer Pavlovih psov. Pavlov je bil Rus, ki je naredil en zelo zanimiv eksperiment s svojimi psi. Predem jim je dal za jesti, zmeraj pozvonil zvonček in jih tako navadil, da kadar zvoni zvonček, so oni pogruntali, da bojo dobili hrano. Začela se jim je izločati slina in pripravljali so se na obrok. In čez čas, ko je on pozvonil zvonček, tudi če jim ni dal hrane, se jim je še vedno izločala slina, kar pomeni, da so se oni v bistvu mentalno že pripravili na obrok in jim je začela delovati prebava. In v bistvu to je pomembno zato, ker v bistvu v naši slini se nahajajo prebavni encimi in več sline, kot bomo imeli mi v naših ustih pred in med obrokom, boljš se bo naša hrana napojila z slino in boljša bo naša prebava. Tako da zaradi tega poudarjam to, da se naša prebava začne v naših mislih, se pravi, da preko začnemo mi jesti, da se umirimo, da zmanjšamo stres in se pripravimo na to hrano, ker več sline, kot bomo imeli in tudi bolj, ko bomo prežvečili našo hrano, manj dela bo imel naš želodec, manj energije bo porabljala naša prebava, več hranil bomo dobili ven z te hrane, manj težav nam bo povzročala prebava hrane in to bo vplivalo potem na vse aspekte našega počutja in zdravja. Naslednji nasvet je vezan na prehranske intolerance, ki smo jih predstavili prej. Se pravi, pri prehranskih intolerancah je zelo pomembno, da identificiramo, katera hrana nam ne ustreza in to hrano nato izločimo. Najlažje je to doseči z eliminacijsko dieto, to pomeni, da če predvidevamo, da nam nekatera hrana oziroma nekatera živila povzročajo težave, to hrano oziroma živila za nekaj tednov izločimo iz naše prehrane in opazujemo, kako se v tem času spreminja naše počutje, energija in tudi prebava.
po tem določenem času pa to hrano oziroma živila ponovno vnesemo v našo prehrano in potem opazujemo, kako se spreminja naše počutje, prebava in tudi zdravje nasploh. In če vidimo veliko razliko med tem, kako smo se počutili medtem, ko te hrane nismo jedli in ko smo jo ponovno vnesli v naš življenjski slog, potem lahko je to dober indikator, ali nam neka hrana povzroča težave oziroma ali smo intolerantni na to hrano ali ne. Pri identifikaciji prehranskih intoleranc lahko pomagamo tudi z laboratorijskimi izvidi oziroma testi in pa tudi nekateri bioresonančni testi so lahko dobro orodje za prepoznavanje prehranskih intoleranc. Naslednji praktični nasvet, kako izboljšati svojo prebavo in zdravo črevesje, je prekinitveni post. Prekinitveni post je super orodje tako za avtofagijo, to je proces celične regeneracije oziroma reciklaže, kjer v bistvu telo, ko ne prebavlja hrano, se lahko posveti obnovim svojim celicam in izloči vse toksine in smeti, ki so se tam nabrale. Hkrati je pa post oziroma intermittent fasting tudi super za izboljšanje prebave, ko recimo mi spustimo en obrok in podaljšamo post, ki se naravno zgodi čez noč, damo telesu in prebavi možnost oziroma čas, da prebavi tisto hrano, ki je že v našem sistemu. To pomeni, če recimo izpustimo zajtrk in podaljšamo nočni post za nekaj ur, ko izpustimo zajtrk, se telo ne bo posvečalo prebavi tega zajtrka, ampak bo posvečalo prebavi tiste hrane, ki je že v našem sistemu. S tem bo tudi dobilo neko pauzo oziroma priložnost za reset, da se resetira, da boljše opravlja svoje delo in tako naprej. Tukaj lahko se poslužujemo več različnih načinov. Lahko spustimo prvi jutranji obrok, to je se pravi zajtrk, ki se v angleščini imenuje breakfast, se pravi prekinitveni obrok. Drug način je pa to, da izpustimo zadnji obrok v dnevu, se pravi večerjo, in s tem potem podaljšamo ta nočni post zvečer. Pri prekinitvenem postu je tudi več različnih variant glede trajanja. Najbolj taka prepoznavna oziroma najbolj popularna je 16-8, se pravi, da 16 ur ne jemo in se 8 ur prehranjujemo. To recimo, da recimo podaljšamo nočni post do 12 in imamo potem okno prehranjevanja od 12 do 8 ure, kar je lih 8 ur. Obstajajo pa tudi bolj ekstremne variante, recimo 24, ali pa recimo nekateri jejo tudi samo en obrok na dan, se pravi one meal per day. Lahko pa se tudi poslužimo daljšega posta, ki traja do več dni. Tisti posti so super za reset, regeneracijo in obnovo, vendar je treba biti pri njih pozorni, pa tudi jih ne smemo delati prepogosto, saj lahko negativno vplivajo na našo mišično maso. Mišična masa pa je na dolgi rok najboljši indikator našega zdravja in dolgoživosti. Naslednji, četrti nasvet za izboljšanje prebave in zdravja črevesja je optimizacija našega mikrobioma. Mikrobiom je sistem več milijard bakterij, ki živijo v naši prebavi, in ta mikrobiom je sestavljen iz dobrih bakterij in slabih bakterij. In zdravje mikrobioma določa razmerje med tema dvema. Se pravi, več dobrih bakterij oziroma sevov dobrih bakterij, kot jih imamo, in manj slabih sevov oziroma slabih bakterij, kot jih imamo v naši prebavi, črevesju, boljše je naše zdravje črevesnega mikrobioma oziroma črevesja na splošno. Tako da za izboljšani mikrobiom moramo najprej odstraniti hrano, ki uničuje dober mikrobiom, to je predelana hrana, sladkor, alkohol in tako naprej, in vključiti hrano, ki izboljšujejo dober mikrobiom. To so recimo fermentirana živila, kefir, kislo zelje, kimči, kombuča. To so vse naravni probiotiki in encimi za raznovrstnost črevesnega mikrobioma. Potem so tukaj topne vlaknine, to so recimo oves, lanena semena, stročnice, jabolka in tako naprej. V bistvu to so hrana za naše dobre bakterije, s katerimi se potem razmnožujejo in s tem se izboljša tudi naše zdravje mikrobioma. Potem so tukaj tudi polifenoli, recimo borovnice, temna čokolada, zeleni čaj, tu so pa antioksidanti za rast in zaščito
teh dobrih bakterij. Super živilo oziroma hrana je tudi kolagen, ki ga lahko najdemo ali v dopolnilu ali pa recimo v hrani z veliko kolagena, to je recimo kostna juha. Kolagen pa pripomore k zdravju črevesne stene. Tako da to so preprosti nasveti, kako izboljšati naš mikrobiom. S tem, ko se izboljša ravnovesje dobrih in slabih bakterij, se bo izboljšala tudi prebava hrane, naša energija, počutje in tudi duševno zdravje. Peti nasvet, kako izboljšati svojo prebavo in črevesje, pa so prehranska dopolnila. Tukaj bom navedel več različnih prehranskih dopolnil za več različnih aspektov prebave in zdravja črevesja. Prvi je betain HCl, to je v bistvu dopolnilo za želodčno kislino. Če imamo pomanjkanje želodčne kisline oziroma težave z refluksom oziroma gerbom, je velika verjetnost, da imamo premalo želodčne kisline in v bistvu betain HCl je dopolnilo, ki pomaga v želodcu, da se ustvarja dodatna želodčna kislina. S tem, ko se dvigne želodčna kislina, se izboljša prebava hrane, hkrati se pa tudi zapre vratar v želodcu, s tem pa ne bo želodčna kislina prehajala v naš požiralnik, s tem se bo umirila zgaga in tako naprej. Drugo dopolnilo pri izboljšanju same prebave hrane so prebavni encimi. Naše telo naravno producira naravne encime v trebušni slinavki, prebavni encimi pa pomagajo prebaviti hrano na manjše dele. In če nimamo dovolj prebavnih encimov, ali pa recimo, da moramo jesti res velike količine hrane, kot recimo kakšni bodybuilderji, športniki in tako naprej, prebavni encimi pomagajo, da se ta hrana boljše prebavi in da telo in črevesje ne potrebuje toliko energije za prebavo to hrane, s čimer se bo dvignilo naše počutje, energija in tako naprej. Naslednje dopolnilo, ki je meni tudi zelo všeč, je L-glutamin. L-glutamin je aminokislina, ki pomaga pri zdravljenju in celjenju črevesne sluznice oziroma črevesne stene. Kot smo prej ugotovili, če je naša črevesna stena zdrava, iz črevesja oziroma iz prebavne cevi ne bojo izhajali hranila, toksini in razne druge okužbe. S tem se bo zmanjšalo vnetje, ki bi zaradi tega prišlo, in s tem se bo izboljšalo počutje, zdravje in tako naprej. Naslednje prehransko dopolnilo je probiotiki oziroma prebiotiki. Tu so dva različna prehranska dopolnila z dvemi različnimi učinki oziroma nameni. Probiotiki vsebujejo seve bakterij, dobrih bakterij, ki potem pomagajo, da se naselijo nove dobre bakterije v našem črevesju. To je predvsem pomembno pri disbiozi, kadar imamo premalo dobrih bakterij in preveč slabih bakterij. Probiotiki bojo pomagali, da se bo v našem črevesju naselili nove dobre bakterije, medtem ko prebiotiki so pa hrana za probiotike, se pravi, prebiotiki so hrana za dobre črevesne bakterije. Tako da najboljši način jemanja teh dveh dopolnil je, da jih jemljemo skupaj, se pravi, da vzamemo probiotične kulture in prebiotične kulture. S probiotiki bomo naselili nove zdrave bakterije, z prebiotiki pa bomo dali hrano tem novim bakterijam, da se bojo lahko uspešno razrasle in naselile v našem prebavnem traktu. In pa še zadnje dopolnilo, ki pomaga pri prebavi in črevesu, je magnezij. Magnezij je mineral, ki je zaslužen za več kot 300 kemijskih reakcij v našem telesu in v bistvu dostikrat so težave z prebavo, dostikrat zaprtost je posledica pomanjkanja magnezija v našem telesu. Magnezij pomirja tako živčni sistem, se pravi, kadar smo mi pod stresom, nam pomaga magnezij se s tem stresom soočiti, hkrati pa magnezij tudi sprošča mišice prebavnega trakta. S tem, ko imamo dovolj magnezija, bo tudi naša prebava boljše delovala in bodo stvari potekale bolj tekoče. Tukaj bi pa še izpostavil en zadnji nasvet in to je to, da začnemo z enim dopolnilom naenkrat oziroma da ne začnemo z preveč dopolnili naenkrat, ker pole ne bomo točno vedeli, katero
dopolnilo deluje in katero ne. Tako da moj nasvet je, če ste se prepoznali v kateremkoli izmed teh težav, začnite z enim dopolnilom, počakajte par dni, da vidite, če je učinek, in potem lahko dodajate še kakšno, ali pa recimo tisto, če niste videli efekta, da ste ven in nadaljujete z naslednjim prehranskim dopolnilom. In pa še zadnji nasvet za izboljšanje prebave in črevesja je soočanje s stresom. Kot smo na začetku povedali, stres je eden izmed glavnih, če ne celo glavni vzrok oziroma razlog za težave z prebavo in črevesjem, tako da je ključno, da se znamo z stresom spoprijeti oziroma da znamo sprostiti ta stres, ki se nam pojavlja v življenju. In v bistvu pri tem je prva stvar, da najprej pogledamo, iz kje ta stres prihaja in kaj lahko naredimo, da se z njim soočimo, ali se z njim soočimo, ali ga odstranimo, ali pa recimo uporabimo kakšne tehnike in orodja za soočanje z njim. To so recimo dihanje, dihalne tehnike so super orodje za soočanje s stresom, potem je recimo praksa meditacije in čuječnosti, ki v bistvu trenira naš in nervozni sistem, živčni sistem, da se zna z stresom in z triggerji, ki pridejo iz okolja, da se zna z njimi soočati in prehajati iz stanja boja ali bega v stanje prebave in počitka. Potem recimo tudi razne prakse joge nidre, dremeži, powernapi in tako naprej tudi zelo pomagajo pri soočanju s stresom, ali pa recimo progresivna mišična relaksacija, vizualizacija, vse to so super orodja za soočanje s stresom. Pri delovanju prebave in črevesja pa tudi pomagajo vaje za vagusni živec. Kot smo prej povedali, vagusni živec je živec, ki poteka ob naši hrbtenjači in povezuje možgane z ostalimi organi v našem telesu in v bistvu poteka tukaj za ušesi, po grlu, dol po hrbtenjači, in v bistvu si lahko z masažo vagusnega živca lahko masiramo tukaj za ušesi ali pa recimo tukaj na sprednji strani vratu oziroma pri grlu. S tako masažo vagusnega živca sproščamo vagusni živec in s tem, ko sproščamo vagusni živec, se bo tudi potem ta povezava med možgani in prebavi umirila, se bo telo sproščalo in s tem se bo tudi naša prebava in črevesje umirila in izboljšala. In še zadnja stvar, ki tudi meni zelo pomaga pri prebavi in črevesju, je pa masaža trebuha. Se pravi, kadar smo mi napeti, kadar smo pod stresom, pa recimo, kadar imamo neko napihnjenost, zelo pomaga recimo, da si pomasiramo prebavne organe oziroma prebavo na splošno s takimi nežnimi, globokimi in sproščenimi gibi. S tem bomo pomagali sprostiti napetost, ki se je ustvarila v tem delu prebave in na tak način sprostili črevesje, hkrati bomo tudi sprostili vagusni živec in s tem se bo izboljšala naša prebava in na dolgi rok tudi zdravje črevesja. Tako da to je bilo na splošno od prebave, pomena prebave, specifičnih razlogov oziroma vzrokov za težave z prebavo in črevesjem in pa praktični nasveti, kako izboljšati našo prebavo. Vem, da to je samo začetek, nekaj na splošno. Znotraj prebave in črevesja obstajajo tudi določene težave in izzivi, ki lahko dodatno predstavljajo težave. Tu so recimo GERD in zgaga, ki smo že malo pogledali. Potem naslednja težava, ki je zelo pogosta, je tudi SIBO, to je razraščanje slabih bakterij v tankem črevesu, prepustno črevo, ki smo ga tudi že malo omenjali, disbioza in pa tudi paraziti v prebavi oziroma v prebavilih. To so specifične težave, ki so malo bolj kompleksne in ne bi šel toliko v njih, ker je malo preveč kompleksno, ampak če vas zanima več o tem, dajte mi napisati v komentar tega podcasta in v prihodnosti lahko posnamem eno epizodo prav o teh težavah, zakaj do teh pride in kaj lahko naredimo, da te težave izboljšamo. Tako da, če povzamemo to epizodo podcasta oziroma to tematiko, črevesje in naša prebava so temelj tako našega počutja,
kot tudi zdravja. Tako da je ključnega pomena, da prepoznamo glavne krivce, ki lahko povzročajo te težave z prebavo in črevesjem, in jih znamo nasloviti. Na tej točki sem pripravil tudi en delovni list, znotraj katerega oziroma s pomočjo katerega boste znali prepoznati, kaj je glavni razlog za težave z prebavo in črevesjem ter kako jih nasloviti. Tako da, če vas zanima več, bom dal v opis tega podcasta, bom dal delovni list, ki je povsem brezplačen, tako da si ga lahko prenesete in vas bo vodil skozi ta proces. Če pa imate več težav z prebavo in ste provali že več stvari, pa teh težav niste mogli odpraviti, ponujam tudi osebna svetovanja 1 na 1, znotraj katerega vam pomagam optimizirati svojo prehrano in življenjski slog, da se rešijo težave z prebavo in črevesjem. Tako da, če vas zanima več o tem, spodaj na povezavi bom dal kontaktni obrazec na svoji spletni strani, kjer lahko mi napišete sporočilo, svoje težave in se dobimo na brezplačnem klicu, kjer vam predstavim, kaj vam lahko ponudim in na kakšen način poteka to prehransko svetovanje, da dosežete svoje cilje. Tako da, če vas zanima karkoli več o tem, povezave v opisu tega podcasta. In to je to za danes. Hvala, ker ste bili z mano do konca. Upam, da vam je bil podcast zanimiv in všeč in se vidimo v prihodnjih epizodah.